Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in magister Sebastijan Jeretič, pogovarjamo pa se o Šarčevih izhodiščih za sestavo vladajoče koalicije. Igor, prej si omenil, da zdaj nisi operativno vključen v sestavljanje koalicije, ampak vendarle v mnogih primerih v preteklosti si pa bil. Daj nam malo opiši te izkušnje, kako se te koalicije sestavljajo in pa še pod vprašanje Janez Janša z vsemi svojimi izkušnjami, kaj ti meniš, da bo zdaj njegova naslednja poteza v tej situaciji, ko še vedno vsi zatrjujejo razen NSI-ja, da z njim ne grejo v koalicijo? Če začnemo zadaj, jaz mislim, da se Janša direktno ali pa posredno pogovarja s strankami in išče neko možnost, kako bi to sestavil. Gotovo so ponudbe iz dneva v dan višje, išče se varianto, kako bi vendarle SDS tudi prišla v koalicijo. To vidim potem, kako so prestrašeni vsi ti, ki zdaj enkrat zdaj drugo stranko obtožujejo, kako se skrivoma pogovarja z Janšo in zdaj bo Cerar ali pa Šarec ali pa Židan nekdo odvognil. Se pravi, to se dogaja in to je čisto legitimno, ker še enkrat poudarjam, zdaj je čas, da se pretresa in išče neko večino, ki bo stabilna. Zdaj je čas, da ugotovijo, kdo lahko dobro vlado sestavi, pod kakšnimi pogoji in da je struktura in kadrovska in vsebinska taka, da bo zdržala čim dlje. Zdaj, kar zadeva pa prvega vprašanja, vsaka vlada se sestavlja na drugačen način. In to se mi zdi, da je dobro, da je Šarec v tem primeru potegnil prvo potezo, ker zmeraj se čaka tistega, ki je na potezi. Ti ne moreš, vemo, saj iz šaha, ne more, ali pa pri igrah žogo, tam, kjer je žoga, tam gledamo. Zakaj je on recimo razumel, da je zdaj on na potezi? Zato, ker ima drugi najmočnejši rezultat in to ga nekako kvalificira, da išče. Seveda so tudi drugi, ampak pravilno je bilo, da je on formalno odreagiral. Drugi so neformalno začeli se dobivati in iskati neko možnost zase ali pa iskati neko notranjo koalicijo dveh, treh, ki bi lahko, podobno kot je prej Sebastijan govoril, o teh, ki so recimo vezani na Alde ali pa blizu Alde, se pravi, so bolj ta liberalni del. Gotovo imajo neke povezave, ki jih rinejo na kup in bojo to predstavljali nek blok, iz začetka vdaje ali pa z konca. Tako da to se mi zdi v redu. Naslednja faza gotovo bo iskanje nekih bolj poglobljenih vsebinskih zadev, iskanje razlik in skupnih točk in potem hkrati kadrovska zadeva. Prva stvar, ki bo gotovo v igri in s katerim se pravzaprav nova oblast konstituira, je volitev in izvolitev predsednika Državnega zbora. Mi vemo, da je na tej točki ravno Janković padel. Takrat se mu ni zdelo vredno, da bi delil pozicije moči svojim partnerjem in upošteval tudi njihove predstave. Zato bo to zelo pomembna točka. Takrat bo že jasno, kdo bo v koaliciji oziroma kdo bo njen na nek najbolj konstitutiven del. Tako da to izvolitev predsednika Državnega zbora bo že marsikaj pokazala. Če se bo takrat pokazalo, recimo, da se Državni zbor ne more konstituirati ali pa da se bojo ponovili kakšni zapleti iz leta 11-12, potem bo to slab obet za stabilno vlado. Se nam zna zgoditi to, o čemer je Sebastijan prej govoril, da se bo preigravalo med raznimi večinami lahko v času mandata. Ja, Sebastijan, je za Janšo nujno, da se stavi vlado ali si lahko privošči, da čaka pa da vidi, kako se bo stvar razpletla? Absolutno si lahko privošči, da čaka. Jaz celo mislim, da je zanj boljše, da Šarec prvi proba. Zato, ker prvi Janšov poskus bo jasno dobil ne strani vseh, ki so to prisegli. Vsaj v prvem koraku te prisege ne morejo požreti. Druga zadeva je tudi konstelacija. Če je štart SDS, Nova Slovenija, SNS, je to neka koalicija, v katero bo težko ena sama stranka iz Levice šla v prvem koraku, ne da bi doživela popoln pogrom. V primeru pa, da se ugotovi, recimo, da ta centralni blok ne more dobiti ne partnerja, ne v Levici,
ne da bi Novo Slovenijo recimo spravil skupaj z SD-jem, bo potem dosti lažje tudi v nadaljevanju. Ne? Ker lahko bi se zgodilo recimo, da bi Janša probal, bi dobil tistih 38 glasov, bi bil torej zavrnjen, bi probal Šarec, bi ugotovil tudi, da ne more sestaviti neke programske vlade in potem v tretjem koraku bi seveda bil velik pritisk na SDS, naj recimo umakne Janšo. Ne? Vedno se v vsakem primeru pojavljajo predlogi, pa naj ne bo on, naj ne bo nekdo drugi. Isto kot zdaj, evo, Dušan Kumer, zakaj ne bi bila Alenka Bratušek predsednica vlade? Zato, ker je dobila 5 poslancev. Ne? Zakaj imamo volitve, če ne ravno zato, da ljudje izvolijo predsednika stranke, ki potem postane predsednik vlade. In tako da mogoče, da se izognemo vsem tem nekim raznim kolobocijam, bi bilo fino že do konca meseca izvedeti, da ne obstaja, recimo, če obstaja, pol ni problema, pol bo Šarec recimo sestavil, ampak če ne obstaja, je to seveda potem tudi razlog, da se vsaj te sredinske stranke še enkrat usedejo in razmislijo, ali grejo v edino opcijo, ki ostane na voljo, torej koalicijo z SDS-om, ali pa se enostavno pripravijo na jeseni na nove volitve, ki pa bodo prinesle zelo podoben rezultat. Oziroma jaz mislim, da nove volitve bi bile še najbolj v interesu SDS-a, ker bo le prišlo, ne bo več toliko teh malih strank, recimo, pa v štartu dobijo 3-4 dodatne procente, medtem ko na drugi strani je zelo veliko vprašanje pri vsaki posamezni, recimo, kaj bi se dogajalo. Ne? Tako da zelo pomembno je, da grejo te procesi neformalno nekako skozi, tako kot je rekel Igor. Zdaj se je umešalo na stotine ljudi, ki sicer niso ne nastopili na volitvah, ne pomagali pri komu, ne, in bodo celo zdaj Dušan glavni. Kumer, ne, je dobil mega intervju v Dnevniku. Ne. Tako, vrsta ljudi bo zdaj glavnih, enih za javno komentiranje, eni bodo pa v zadnji seveda skakali in skupaj spravljali tudi nemogoče in skušali prepričati ali eno ali drugo stranko, naj pač popusti pri svojem programu, važno je, da si noter, pa se bo potem videlo. Ne? Ja, in nihče ne bo objektivno razen nas vdaje ve faktor. Vsekakor, ki nam je Slovenija v srcu. Ne? Ja. Tako da v vsakem primeru mislim, da je fajn, da se zdaj ob vseh teh kolobocijah politiki seglih pusti tudi malo predaha, da lahko v ozadju, v tišini kakšne pogovore in dogovore izpeljo. Predvsem pa bi bilo pomembno apelirati na tiste, ki so bili izvoljeni, da se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo. Ne? Igor, vprašanje zate. Ne, ki to podkrepljuje, ne, in na nek način tudi neka disonanca v zvezi s tem, kar je v enem detajlu govoril Sebastian. Ja. In sicer... Ovo je človek levo pored mene. Ja. Tvoj študent. Skratka, gre za vprašanje, kaj bi prinesle naslednje volitve. Ne? Nekateri si mislijo, da bodo naslednje volitve za vsazga od teh, ne, da bojo bistveno boljši rezultat. Ampak tu pozabljajo na nek efekt, ki je v Sloveniji zelo značilen, da vsake volitve pripeljejo enega novega človeka. Naslednje volitve bojo pripeljale, oziroma če bojo predčasne, čez pol leta, bojo pripeljale enega novega, ki bo dobil 30% in bo z geslom vi ste vse zasrali, po metu z vso konkurenco, ne samo s temi manjšimi, o katerih je Sebastian govoril. Tako da to je samo dodaten argument, naj ti, ki imajo zdaj mandat, se ne zafrkavajo, to je pač njihov zrelostni izpit, zdaj je čas mature, žal nimajo možnosti izbirati predmetov, morajo vzeti ta težek predmet, za katerega so se kvalificirali in rešiti vse enačbe in probleme, ki so na mizi. Ampak, če je to zrelostni izpit, ne? Zdaj, če vendarle pogledamo pač objektivno na stvari. Zdaj, veliko debate je pred volitvami in ves čas, ali se Janez Janša spremenil ali se ni spremenil. Ne? V nastopih se je spremenil, dosegel je prepričljivo relativno zmago, SDS je zmagala v vseh volilnih enotah, a ne bi bilo koristno z vidika končanja pač tega kulturnega boja ali pa vsaj poskusa končanja, da se mu pusti, če Šarcu pač ne uspe ta mavrična koalicija, da sestavi vlado, pa da vidimo potem, ne? Ali je to zdaj nov Janez Janša. Ker z vidika stabilnosti države je verjetno bolj koristno, da je SDS v vladi, kot da ni. Ker vidimo, da mandati, v katerih pač SDS ni v vladi,
niso stabilni. Ne. Edini mandat, ki je bil stabilen v zadnji, ne, po pretekli zgodovini samostojnosti Slovenije, je bil ta, ki ga je vodil Janez Janša od 2004 do 2008. Ne. Vsi ostali mandati so na nek način se predčasno končali. A je vredno poskusiti, ne, z vidika tega končanja kulturnega boja, ali se je bolj pametno zaklinjati, da z Janšo pa ne, pa z SDS pa ne, pa z radikalno desnico pa ne? Tisto, kar je moja ocena pri Janezu Janšu, ne gre za kulturni boj ali pa zato, ker se navzven kaže proti zvezam in tako naprej. Tisto, kar je pravzaprav njegov problem, je tudi njegova največja moč, je tudi njegova največja šibkost in to je politika. Ne? On ima edini politično stranko, ima medijsko podporo, organizirano. Skratka, to je una stranka 20. stoletja. Kot se šika. Stranka, ki je gradi na politični moči. In danes v neoliberalni dobi je politična moč nezaželena. Mi vidimo, da nas ni čas velikih političnih voditeljev, velikih političnih centrov moči. Danes jim obrvi odpadajo, ko dajo izjavo, kot recimo tako kanadski je, in premier. recimo tudi zdaj, ne, če ste poslušali, danes ne bi imeli mandatarja, imeli bi tako imenovanega tehničnega mandatarja, ampak v resnici gre za bitko med politiko in političnim mandatom, demokratičnim mandatom, kakorkoli je že prej sfinanciran, ampak vendarle v zadnji fazi ti ljudje morajo dobiti glasove volivcev in nekim mandatom, ki ga podeli neka skupina centrov moči. Ja. Bilderberg skupina. Kakorkoli, skratka, razne povezave obstajajo in zato gre. In Janša je to enostavno premočan, politično premočan, preveč stvari kontrolira na način 20. stoletja in to 21. stoletje tega ne prenese. Zato recimo, če gledamo tiste politologe, ki so bili šolani v 20. stoletju, se jim stvar zdi tako zanimiva, fajn, zakaj nimamo več takih strank, ampak nimamo jih ravno zaradi tega, ker jih današnja stopnja koncentracije kapitala v svetu ne prenese in jih enostavno eliminira. Se pravi, to, kar se je zgodilo v ZDA, da je zmagal znotraj konzervativne stranke nekdo, ki je izven establishmenta in da je potem zmagal tudi v ZDA nekdo, ki je izven političnega establishmenta, to je seveda najboljši pokazatelj tega. Če pogledamo tudi tega na Češkem ali kjerkoli. Pri nas je pravzaprav Janša edini še, ki drži neko verodostojnost politike 20. stoletja, kar je po eni strani seveda asinhrono, ne, ni nekako v skladu s temi časi, ki jih kontrolirajo druge sile, kot so kontrolirale 20. stoletje. Sebastian, kje je zdaj rabi Slovenija bolj Janeza Janše, v opoziciji, v vladi, glede na to, kar je povedal Igor? Jaz glede na rezultate absolutno mislim, da v vladi. In tle se strinjam tudi s predsednikom Pahorjem in njegovim stališčem tukaj. Ne? Ker on to je vredno poudariti, da se ti strinjaš s predsednikom. Res. Torej on je že pred volitvami tudi napovedal, kar se tiče podelitve mandata in to se mi zdi izjemno korektno. Strinjam se pa tudi s tem, da je bolj stabilna vlada, v kateri bi bil recimo SDS, pa na drugi strani vsaj sredinske stranke. Torej Cerar, Šarec in Alenka Bratušek so po mojem tudi dosti bolj kompatibilni. Recimo posebej, če vzamemo Cerarja zdaj. Nadaljevanje javnofinančne in gospodarske politike bo možno samo v koaliciji z SDS-om. Jaz ne vidim nadaljevanje te politike v koaliciji z Levico. Že z SD-jem so recimo velike težave. Desus je čisto, dajmo reči, ločena zgodba in sam številka 5 vsebinsko pa je še veliko vprašanje, kaj se bo tam sploh zgodilo, ker do zdaj edina vsebina je bil Erjavec. Jaz mislim, do zdaj edina vsebina je bil Erjavec, na katerem ministrstvu bo. Pri recimo nekih pogajanjih zdaj bomo videli sploh, kaj se bo zgodilo recimo v tej stranki. Ne? Ampak vsekakor odgovor na tvoje vprašanje je, da bi bila stabilna vlada, ta vlada neke mostogradnje, dajmo reči center in desnica, tudi zaradi tega, da malo zaniha seglih Slovenijo naprej. Ne? Ta, kot prvo, nadaljevanje te, torej najprej leve konzervativnosti, ne spreminjamo zadev, ker so sistemi tako zakomplicirani, ravno zaradi tega, ker je Igor govoril, da imamo šibko politiko in zelo močne birokrate in druge neke centre odločanja. Ne? Edino, kar bi to lahko razbilo, bi bila ena močna vlada in brez SDS-a in močnega pandana z druge strani. Torej ne
3 desni pa en iz leve. Torej, to je edina možnost, da bi se vsaj začelo rahljati ta, dajmo reči, naša trenutna razmerje moči in bi to zagotovo bilo dosti bolj koristno. V nasprotnem primeru bomo seveda imeli eno razdrobljeno koalicijo, ki se bo sama razžrla že notranje, z osebo, ki je sicer ima izkušnje vodenja občine, ampak ki ne ve, kaj pomeni vodenje teh piranj v vladi, torej, ker tam ni problem samo vodenje koalicijskih partnerjev. Tudi občine ne vodi z 2 bivšima županoma v koaliciji. Torej, in tudi ni vodenje vlade samo vodenje koalicijskih partnerjev, ampak igranje slaloma in bežanje od metkov iz raznih centrov moči iz ozadja, ki se bodo v istem trenutku, ko bodo skupaj sestavili to koalicijo, jo bodo že začeli drmati ravno zaradi njihovih, recimo, osebnih interesov. In da imaš potem pa še v opoziciji en tak aparat, kot je SDS, ne vem, potem lahko vsi, ki bodo oblikovali to koalicijo, končajo na naslednjih volitvah, razen mogoče Levice, ki bo zdržala naprej, ker pač zna prodati to svojo pravljico zelo kvalitetno. In si je ta rezultat, recimo, tudi zelo zaslužila. Igor, pol minute še imamo. Eno zadnje vprašanje zate, preden se poslovimo v dvaju. Ali bi Dejan Židan politično preživel koalicijo z Janezom Janšo in stranka SD? Jaz mislim, da ne, da je ta igra, kako SD skozi z SDS-om nekaj štriha zelo usmerjena proti temu, da bi SD dobila kakšne boljše pozicije, kot jih ima, se pravi zbija njeno kredibilnost. Jaz mislim, da je stranka močno postavljena, čeprav moje izkušnje so tudi bile, da so neke sile tudi v SDS-u, ki bi si to želele, tudi v SD-ju, ravno z argumenti, ki jih je tudi Sebastian govoril. Ampak to ni na ravni... Ja, vidim, da si preslišal, da imamo samo še 30 sekund. V redu, najlepša hvala, Igor Lukšič, Sebastian Retič, da vajene današnje komentarje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko si bomo pogledali, kdo ostaja kralj peska.